Jezikanje. Vsak ponedeljek ob 8. Dobro jutro, cenjene jezikalke in jezikalci. Današnji uvod bo čisto kratek, ker je najin današnji gost pravi gostobesednež. Dobro jutro, Ajda. Ja, dobro jutro. Je gostobesednež v najboljšem možnem pomenu te besede, zato brez pretiravanja lahko rečeva, da nas čaka nad vse zabavne četrt ure. Gost tokratnega jezikanja je Dave Ryan, Irec, ki se je slovenščino prvič srečal na Norveškem. Ker jaz sem srečal ena punca, ni moja žena, ampak jaz sem bil na potovanju tam z en koleg in ena takrica je rekla, moji družine so Slovenci in ker mi smo povedali, da mogoče bova šla na Hrvaškem in mogoče tudi v Sloveniji in oni je rekla, moraš se učiti pivo, pa ti si zelo lepa, pa kava in hvala lepa. Ti si zelo lepa kava. Ja, prve slovenske besede, ki se jih je Dave naučil, še prednji je vedel, da bo nekoč živel tu. Ko se je leta pozneje preselil v Slovenijo, tu je namreč spoznal svojo zdajšnjo ženo, pa je šlo njegovo učenje slovenščine v drugačno smer. Jaz sem po poklicu strojni inženir in ko sem prišel v Slovenijo, jaz sem hotel najti službo kot inženir in na začetku sem se učil tehnične besede, naprimer toplotna črpalka in prezračevanje. In prvi mesec sem učil tiste besede. In ljudi so vprašali, a si kaj si učil v en mesec? Ja, kava je kafe, pivo je bir, prezračevanje in ljudi so bili malo Ja, ljudje so bili presenečeni, da ni začel z osnovnimi besedami in frazami, no, so pa te potem tudi kmalu prišle na vrsto. Ko sem prvič prišel tukaj, je bilo težko, ne bom rekel, da je bilo super in lepo cel čas. Ja. Na začetku sem imel en zvezek in na eni strani sem pisal sadje, fruits. In sadje sem pisal v angleščino in slovenščino, potem zelenjava na drugi strani, pa ne vem, veliko. Na začetku moraš malo truditi, moraš malo delati, če hočeš se učiti en jezik, tuji jezik. Ampak zelo me všeč tudi fraze, tudi žena prihaja iz območja oziroma regije, ki oni imajo malo drugačen naglas, pa tudi narečja, ker v Sloveniji vse posod imajo narečja in oni uporabljajo druge besede za stvari. Naprimer, uradna beseda za jaz je da, ampak vsi na Štajerskem vsi rečemo ja. In tudi, naprimer, sem delal zunaj čez počitnica, ni bilo počitnica, ampak počitnica in sem uporabil samokolnica. Ampak v Sloveniji ljudi rečejo kolečko, šajtrga, pa neki druge besede, ja. In to je veliko stvari za tujec, ja. Ampak ne berem veliko, če sem iskren. Zlata pravila ali moj skrivnost je, da veliko gledam novice na televiziji, veliko gledam televizijo, veliko poslušam radio. In čeprav Dave ni pogledal veliko slovenskih filmov, nisem gledal Kekec, oprosti. Oprostimo. Ni še tako. Pa zato toliko raje posluša slovensko glasbo. To je tudi en način, da sem se učil, ker veliko, naprimer, Nina Pušlar, naprimer, on vedno poje o, recimo, ljubezen, ja, in ona vedno ima besedila za dvojina. In dvojina je težko, ja. Naju, sva, zanimivo, ja. Pa nisva, ujela sva, In to je zanimivo. Tudi skupina Bigfoot Mama, oni imajo tudi zelo dobre pesmi, ampak ena pesem je meni zelo super. Ona je samo za mene. Ona je samo za mene. Ja. In tam notri je en stavek, ki je, odlično. Včasih slovenščina je boljša kot angleščina, ker en stavek je, ona ima strupena lep obraz.
In to je, a poisonously beautiful face. Wow, to je zanimivo. Super besedilo, ja? Ja, če se vam Daveov glas zdi znan, lahko pokimava, pritrdiva. Dave dela, kot smo rekli že, radijski novinar na radiju SI. India and Pakistan have accused each other of breaking a ceasefire, which the two neighbors had agreed yesterday. Tensions have been high since Wednesday regarding the disputed Kashmir region. Ja, to Russian Dave president bere Vladimir Putin novice na Radio Slovenija International. Tam je pristal po naključju, najprej kot gost v nekem intervjuju, nato pa so ga čez nekaj let povabili še na audicijo za angleškega spikerja. Če sem iskren, jaz nisem imel pričakovanja, da bi dobil službo. Ja, ne bom dobil službo. Jaz nimam izkušnja, ampak bo zanimivo, ja. In bom šel gledat, kako izgleda studio in meni tudi zanima tehnični stvari. Moram reči tudi, da oni so pisali e-mail, audicija bo naslednji petek popoldan. In vsako jutro, ko sem se zbudil, sem imel malo pomisleki, ne bom šel. Malo sem bil živčen, ja. In čez dan sem dobil malo več, kako se reče, samozavest. Ja, bom šel, zakaj ne? Ja, nimam nič za izgubiti. In to je zgodilo vsak dan. In tudi ta petek zjutraj sem se zbudil in sem rekel sebi, ne bom šel. Ja, jaz nimam glasa radio pa to. In potem okrog eno uro pred audicijo sem rekel, petek je, bom šel v Maribor, potem bom srečal en prijatelj in to je to. In vse druga je zgodovina. And the rest is history. Zdaj povratno prevajaš. Tako. Kar nekaj let pa je Dave z ekipo Radia SI ustvarjal tudi radijsko igro Dave's Challenge Let's Learn Slovene, ki je tuje poslušalce spodbujala oziroma na spletni strani jo še najdete, spodbuja k učenju našega jezika. Radio SI presents Dave's Challenge. Let's learn Slovene. The days are getting colder, winter is coming, and humans are not the only ones in need of nice warm shelter. Dave just saw a small grey creature in his bedroom, and now he's going to tell Fanny about it. Miši v hiši! Kaj, Dave? Miši v hiši! Nič te ne razumem, Dave. Isn't that how you say it? Mice in the house. Kaj? Miši v hiši? Yup, miši v hiši. Kje pa? Where? In our bedroom, Fanny. V spalnici. Ja, torej sta Dave in Fanny. Daveu slovenščina po 18 letih življenja v Sloveniji, tako jo vsaj slišati, ne dela več večjih preglavic, je imel pa na začetku veliko težav, recimo s šumniki. Miši v hiši. Irci so malo hecni ljudi in jaz vedno hecam, da sem rabil skoraj 2 leti, da bi se učil železniška postaja. Ker to je zelo težko beseda, oziroma 2 beseda, ja. Torej, ena izmed najbolj zahtevnih besed oziroma besednih zvez slovenskih je zate železniška postaja. Točno, absolutno. Še vedno imam težave. Hvala Bogu zdaj, da vozim avto, ker ne rabim več velikokrat železniška postaja. In je postal pravi Slovenec za avto. Ja, učenje slovenščine pa ga je nemalokrat pripeljalo tudi kakšne zelo nerodne situacije. Jaz sem se učil fraze po napaki, ja. Naprimer, jaz sem šel vsak dan v trgovino samo za kruh in stvari in jaz sem vedno pripravil, kaj sem hotel reči. Jaz rabim kruh, kje je kruh. In oni vedno so rekli na blagajni še kaj drugega. In jaz sem mislil, da to pomeni, to stane toliko. Jaz sem gledal drugi ljudi in nič niso rekli nazaj, ja. In jaz tudi nisem rekel nič, ker jaz sem mislil, to pomeni, da to stane toliko, ja. In enkrat blagajničarka je imela slab dan in je rekla, še kaj drugega? Jaz sem bil tiho, še kaj drugega, gospod? Izvoli. In sem plačal in sem laufal iz trgovine. In potem sem vprašal domov, kaj pomeni še kaj drugega? Ja, bi še kaj več kupil. Ja, Dave je zagovornik tega, da se učiš jezika s prakso. Moj trik, če slišiš beseda ali fraza enkrat, jaz moram uporabiti hitro, mogoče v čas 24 ur. Naprimer, enkrat jaz sem srečal ena soseda v mesto
In je rekla, lepo vreme je, moraš izkoristiti. In jaz sem kimal, ja, točno, nisem imel pojma, kaj je rekla. In ko sem šel domov, kaj pomeni izkoristiti? Da moraš, you must take advantage of it. In kasneje, ta isti dan, sem šel v trgovino in sem uporabil isto besedilo. Lepo vreme je, moraš izkoristiti, ja. To je to in to gre noter v glavo potem. Izkoriščanje novega znanja. Ja, Dave pravi, da se kljub temu, da ljudje pogosto pohvalijo njegovo znanje slovenščine, zaveda, da še vedno dela napakice. Največ težav ima s skloni in naglaševanjem besed, svoje največje kritike pa ima doma. Otroci so najbolj kritični. Oprosti, Maruša, ampak to je dobro, je dobra stvar, da oni rečejo, a ti 18 let, 17 let in še vedno ne znaš slovensko govoriti. Ampak zaradi tega se učiš. Mogoče dam pritisk na nepravilen del beseda, ja. Jaz, ne vem, nekaj rečem, gremo in ne gremo. Ampak to je pomembno tudi, to je pomemben stvar. Ker včasih nepravilen naglas, hvala, beseda ima neki drug pomen. In moraš paziti na to. Z družino Irsko obiščejo približno enkrat na leto za par tednov in takrat še bolj ceni svoje znanje slovenščine. Z ženo namreč govorita slovensko, ko se pogovarjata o čem, kar bi rada ohranila samo zase. Na Irskem je slovenščina njun skrivni jezik, pravi. Latovščina. Pa tudi sicer ima Dave Ryan jezike rad, poleg angleščine je njegov materni jezik tudi irščina oziroma irska gelščina, čudovita pa se mu zdi tudi slovenščina. Opaža pa, da tudi v slovenskem jeziku mladi uporabljajo vedno več angleških oziroma tujih besed in zaveda se, da gre za nek naravni razvoj jezika. Ampak včasih mislim, škoda, ja. Naprimer, jaz vedno slišim, moj life je težko, ali ti si moj boljši friend, moj najboljši friend. Ampak v slovenščini imate zelo lepe besede za neke stvari, naprimer življenje ali prijatelj. To je zelo lepo. Vse prijatelje jezikanja pa sta Dejem zdaj lepo vabiva, da se na podcast naročite, pravkar slišano epizodo, v kateri sva gostila slovenskega Irca in radijskega kolega z Radia ESI, pa tudi vse pretekle oddaje najdete med podcasti in na val202.si. Novemu jezikanju pa lahko prisluhnete že prihodnji teden, ko bova gostila še eno, recimo temu neavtohtono Slovenko, ki je prav tako se lotila našega jezika in ga obvlada. Najina gostja bo kulturna mediatorka, ki se je k nam preselila s Kosova, Liridona Binaj.